Center arhitekture Slovenije je letos drugič na Beneškem bienalu. Sem so nas povabili Avstrijci, podobna organizacija kot je naša, iz Innsbrucka, in sicer da pripravimo delavnico. Pred 2 letoma smo se bienala udeležili z delavnico, ko smo videčim ljudem predstavljali svet, kot ga vidijo oziroma čutijo slepi in slabovidni. Letos smo v Benetke pripeljali 7 dijakov srednje Valdorfske šole in 2 učitelja. Pripravili smo nekaj delavnic z dijaki že na šoli v Ljubljani, tako da smo se lahko pripravili in razmislili, kaj bomo skonstruirali in kakšen objekt bomo postavili v Benetkah. Uporabljamo časopis Delo, ker je bila to ena od zahtev organizatorjev, da prinesemo s seboj dnevni časopis iz države, od koder prihajamo. Poleg dijakov iz Slovenije so danes tukaj še dijaki iz Avstrije in iz Nemčije. Ustvarjajo, gubajo, rolajo in na različne načine ustvarjajo skulpturo oziroma strukturo iz papirja. Smo v drugem delu današnje delavnice, ki so jo naši dijaki poimenovali Imagination, domišljija. V prvem delu delavnice smo ustvarjali osnovne gradnike iz časopisa kot materijala, ki je izredno občutljiv, kako le-ta lahko postane gradnik oziroma konstrukcijsko močen material, iz katerega bomo zdaj v drugem delu delavnice sestavljali elemente, ki bodo potem v nadaljevanju morali priti v interakcijo z elementi, ki so jih ustvarile ostali 2 skupini na tem workshopu. Zvijamo trenutno one, ki nastanejo krajše palčke. To bo služilo za pravilen šestkotnik. Z daljšimi palčkami, zvitimi iz Dela, pa bomo naredili te večje skulpture, ki bojo predstavljala drevesa. No, jaz zdaj tukaj zvijam palce. Je pa zelo zoprno delo, zaradi tega, ker rabiš palce razpreti, jeti vmes in jih zavezati. Če je sam projekt začel se od strani igrive arhitekture, je tudi delo mojih dijakov ali naših dijakov, kolega Boruta Korošca pa mene, kot ena igra. Tako smo si nekako zastavili, da bi bil začetek oziroma eno raziskovanje. In z ozirom, da je tudi papir kot osnovni element s čim manj kakšnih drugih vezivnih sredstev, bi tako rekla, so to kar tako igrivo zahtevne naloge ali začetki in sam papir daje ogromno možnosti, čeprav se nam to na začetku ni zdelo.
Trenutno delamo palce, ki ste jih prej naredili Lučka in Neja, spenjamo skupaj in delamo iz njih pravilen zamaknjen šesterokotnik, ki predstavlja vodnjak. Okrog tega vodnjaka pride še en pravilen večji šesterokotnik, da dejansko dobimo to podobo vodnjaka. Okrog vodnjaka bodo stali dreveščki, to, kar dela Klara. Iz teh dreveščkov bomo dobili poti, ki se bodo vrpletale po celi sobi, upamo. Zato smo tudi dali našemu projektu ime Imagination, zato ker to ni nujno, da je vodnjak, lahko je karkoli. Lahko je luknja, ki sega globoko v zemljo, lahko je res karkoli in vsak si lahko predstavlja, kar hoče. Vsak ima lahko svoj pogled na to in si ustvari svojo sliko, kaj bi to predstavljalo. S temi drevesi, oziroma pač kakorkoli še to predstavljate, bomo po celem prostoru speljali poti, ki bi nekako vodili od vsakega projekta, ne samo do našega, ampak tudi do ostalih udeležencev bienala. Why did you decide on making the floor like bumped? Yeah, we had the idea of a wave. Okay. Even the roof is like a wave, and so we put the paper on the floor. And also on the ceiling, because usually our ceilings are flat or the idea of vaulted ceilings. That was the basic idea. I think that was from the very beginning, if I'm right, if I've heard about it.